Dobrodošli v Sladki akademiji. Danes bomo cvrli krofe, zato ker pusta ni brez pustnih krofov, ampak da ne bojo pustni krofi, ker, ne more biti vedno pustni krofi. Bojo današnji krofi, bavarski krofi. Tle imamo vaniljevo kremo, bavarsko kremo, gor lepo čokoladno glazuro, noter pa tok mehak krof, da bo tale krema po moje ven stekla, ko bom vanjo ugriznil. Sem se potrudil, pa sem ga prerezal, da ga vidite še v prerezu, preden ga jaz pojem. Dragi moji, če vam kaj čokolade po brkih, se pravičujem. Tale krema, ko jo boste delali, boste videli, je taka malce bolj gosta pride, ampak to je z namenom, da lahko krof sploh pojemo, ker če bi bila preveč redka krema, bi ven stekla in je popoln okus vanilije in temne čokolade in mehkega krofa, zunaj hrustljav, noter mehak. Po srcu mi je toplo. Gremo jih narediti. Za krofe bomo uporabili 2 moki in sicer tip 400, ki poskrbi, da bo zunanjost krofov hrustljava takoj po cvrtju, in pa tip 500, te je največ. Ta pa poskrbi za to, da bojo naši krofi ostali sočni tudi naslednji dan, če jih slučajno ne pojemo. Moki obe presejemo v skledo mešalnika, dodamo sladkor ter vaniljev sladkor. Še sol in premešamo suhe sestavine. Malce limonine lupinice naribamo, nato pa vzamemo mlačno mleko, v katerega nadrobimo svež kvas. Za pol kile moke uporabimo pol kocke kvasa. Torej nadrobimo, premešamo in vzamemo še jajca ter jih ločimo na rumenjake ter beljake. Kvasec zdaj prelijemo v posodo mešalnika, dodamo še rumenjake, prilijemo še rum, in pa vse skupaj začnemo gnesti. Ko je testo že rahlo ugneteno, dodamo postopoma še zmehčano maslo. Testo gnetemo toliko časa, da je gladko in začne odstopati od stranic mešalnika približno 8 do 10 minut. Kadar gnetemo večje količine testa v električnem mešalniku, jaz nekako ponavadi grem max do pol kile moke, tle noter je sicer 1 kilogram. Pomembno pri gnetenju kvašenega testa je, da imamo na 1, 2, mogoče včasih na 3, sicer se zgodi tole, lete. Šeke. Mešalnik ni namenjen temu. Lahko pa seveda gnetete tudi kar na roke, pa malo več ljubezni date v testo. Testo prestavimo v namaščen pekač ali skledo, pokrijemo s folijo ter pustimo vzhajati, dokler se ne podvoji. Zdaj, ko nam testo vzhaja fino na tople, mora se res dobro podvojiti. Pripravimo pa še osnovo za našo kremo. Delali bomo namreč bavarsko kremo, s katero bomo napolnili krofe. To je v bistvu osnova za bavarsko kremo, je navadna vaniljeva angleška krema, ki bomo dodali želatino in pa potem, ko se malce ohladi, še mehko oziroma kar fajn stepeno smetano vmešamo. In ko se potem tudi to odstoji, bomo s tem seveda napolnili ocvrte krofe. Jaz jih že toliko veselim, te berlinske oziroma bavarske imam najrajši. Za bavarsko kremo segrejemo mešanico mleka ter smetane, kateri dodamo strok vanilje. K rumenjakom primešamo sladkor ter stepamo toliko časa, da posvetlijo in se sladkor raztopi. Nato pa vzamemo segreto mleko ter smetano in s tem temperiramo rumenjake. Vmes ves čas mešamo, nato pa to zlijemo nazaj v lonec, kremo kuhamo na srednjem ognju in vmes med kuhanjem tudi ves čas mešamo z metlico. Krema je pripravljena, ko se nam na hrbtni strani žlice takole ostane sled. Zdaj pa dodamo še namočeno želatino v vročo kremo seveda, premešamo, da se raztopi, nato pa vse skupaj precedimo, tako da se znebimo morebitnih grudic in kremo ohladimo. Ko se krema ohlaja, dodamo noter še strok vanilje, tako da dobimo čim več arome in pa dodamo še seveda tole folijo, da ne bo skorjice pustilo v hladilniku. Vmes pa takole stepemo do mehkih vrhov smetano in smetano umešamo v ohlajeno kremo. Poglejte, kako je lepo vzhajalo tole naše testo za krofe. Pri meni je trajalo kar dobro uro, sem jih pa vzhajal v pečici. To naredim dostikrat tako, da pečico segrejem na 30, potem jo pa izklopim in vanjo dam testo
da počasi vzhaja. Jaz delam rad malce večje krofe, tukaj se odločite, kakšne želite imeti. Približno 80 do 90 gramske sem se jaz odločil narediti. Lepo oblikujemo kroglice z čim bolj gladko površino testa in jih prestavimo na takole odrezane papirčke za peko. To nam bo kasneje veliko olajšalo cvrtje krofov. Zdaj jih pa pokrijemo in pustimo ponovno vzhajati. Evo jih, po uri in pol vzhajanja so popolni. Preverimo lahko tako, da s prstom pritisnemo in površina testa mora skočiti nazaj gor. Če slučajno ne, to pomeni, da so že čez, pa jih damo sicer še vedno cvret, ne bo nič narobe. Zdaj pa olje imam na 170 stopinj, s tole stranjo jih damo najprej v olje, tako kot vedno ste gladko, potem pa pokrijemo na začetku in obrnemo in odsvremo do konca še odkrite. Zdaj pa akcija. Olje za cvrtje sem segrel na 160 do 170 stopinj Celzija, zdaj jih pa postavimo z gladko stranjo navzdol in pokrijemo. Cvremo jih tako približno 3 do 4 minute, nato jih pa obrnemo. Jaz te papirčke za peko pustim kar gor in vmes potem sami odstopijo med cvrtjem. Še na drugi strani jih odcvremo in poglejte, kako so čudoviti veliki krofi. Tele naši bavarski krofi, jaz sem jih včasih rekel tudi berlinski, zdaj ne vem, ampak berlinski so bojani drugim. Dajmo reči, da so tole bavarski krofi, ker se ne morem odločiti. Rabimo še čokoladno bliv zanje in sicer v vreli vodi sladkor v prahu stopimo, tako da dobimo sladkorni sirup, noter dodamo pa še nadrobljeno temno čokolado. Počakamo, da se malo hladi tole, pa namočimo zgornje kapice krofov v to. Za čokoladni preliv bomo uporabili temno čokolado, naš sladkor ter voda že dobro vreta in pustimo tudi vreti kakšnih 5 minut. Nato pa dodamo nasekljano temno čokolado in začnemo takoj mešati z metlico. To je pomembno, da se nam ne bodo naredile grudice. Mešamo toliko časa, da dobimo takšno sijočo kremo. Takole, končno imamo vse komponente pripravljene. Tule je naš čokoladni obliv, tu je naša bavarska krema in ohlajeni, čudoviti, kako so luštni krofi. Zdaj pa vzamemo nazobčan nož in krof prerežemo takole na polovico. Lahko ga zarežete skoraj do konca, jaz jih rajši zarežem skozi in skozi, da se takole odpre in damo kremo gor samle. Na spodnjo polovico krofa nabrizgamo ali razmažemo torej našo bavarsko kremo. Ta krema se res odlično obnese, zato ker ima malce bolj čvrsto strukturo zaradi želatine in jo bomo potem tudi lažje jedli, ko bomo ugriznili v krof. No, tole sem že malo pozabil, kako se sestavlja. V bistvu imam idejo, po moje bo lepš prišla tale čokolada, ker tle se mi je malo tako razlila, vse drugače je fantastično za pojesti, ampak probimo jih narediti še lepše. Tako da vzamemo ohlajene krofe in zdaj bom namočil naprej cele, potem ohladil s čokolado, pol prerezal pa na filu. Tako pa mislim, da bomo imeli več kontrole, kako so zalepi. Pa da se čisto odcedi, da ne bo dol tekle. Tada! Evo, to bo pa že lepši rob. To mi je všeč, to zdaj počakam, da se shladi, pol pa še enkrat prerežemo, kremo noter in krof je ready. Ja, tale drug način bo nedvomno boljši za oblikovanje teh krofov. Skratka, najprej jih namočimo v čokolado, potem pustimo, da se ta čokolada malo strdi, krof razrežemo in kremo takole ponovno namažemo. Če bi pa želeli, bi pa lahko kremo tudi s pomočjo dresirne vrečke vbrizgali v neprerezan krof. Želim vam veliko zabave pri cvrtju in dober tek.